Od enega popoldanskega SP-ovca se pa selimo k drugemu v upanju, da nam bo razjasnil zapleteno zdravstveno situacijo. Informacije o novo odkritem omikron sevu namreč le počasi kapljajo v javnost, zato smo za kakšno neuradno informacijo izpod šanka poprašali človeka, ki mu tako informacije kot pijača kapljajo mnogo hitreje. Miran Šanka, pozdravljen, se slišimo. Tilen, slišimo se. Kar se pa tiče tega omikrona, te bom pa žal mogel razočarati. Aha, kaj, ker ne veš čist nič, ali kaj? Točno tako. Je pa res, da sem slišal kar ene par zadev. Recimo ta debata o imenu virusa, omikron. Ka pravi, da se je preskočil črko ksi, sam zato, ker se veliko Kitajcev tako piše. No, jaz sem slišal, da se je preskočil še veliko več črk zaradi raznih interesov. Kakšnih interesov, Miran? Kakšnih? Pa kaj jaz vem kakšnih? Lobiji, Tilen, lobiji. A ti veš, koliko denarja je stisnil Svetovni zdravstveni organizaciji lobiji izdelovalcev pokrivali sam zato, da niso uporabljali črko kapa? A si predstavljaš, da pride takole sredi decembra kapa sev? Da folk začne povezovati korono pa kape? A veš, kako škodo ti to naredi na štantih? Naša vlada ni nič proti temu. Isto velja za črke eta in jota. A res hočeš ljudem zameriti kisle kumarce pa enolončence? Nočeš, ne? Da sploh ne začnem govoriti o mu sevu. Lahko samo popakiramo krave pa jih podarimo Hrvatom. Tako da bolj kot to, kjer črke so pred omikronom, bi nas mogli skrbeti, kaj pride po omikronu. Kaj pride po omikronu? Kaj pride? Kaj ti jaz gledam vedeževalce? No, kakor sem slišal, bi mogel po omikronu prideti pi. Ampak le spet ne bo šlo. Najboljše stvari v življenju so na pi. Pica, pivo, no sej, da ti ne razlagam. Skratka, skoraj pri vsaki črki se tako najde en problem. Tako da zdaj predlagajo, da za naslednji sev damo ime kar omega, če se ne bojo proizvajalci ur pritožili, pa pol končamo s temi grškimi črkami. No, ampak nekako je treba poimenovati te seve, ne? Tako da jih je treba. Ja. Se zato zdaj predlagajo, da bi jim dali raj človeška imena, tako kot Američani s svojim tornadom. A veš, če se pojavi sev, ki bo res hitro šibil z enega konca Evrope na drugega, sev Roglič. Če se bo pojavil tak, ki zgleda čist nepremagljiv, pa bo šel od nas v Ameriko, Luka sev. Tle se sicer pojavljajo dvomi, a res hočemo povezovati korono z ljudmi, ki so nam fajn, tako da ena opcija je, da bi seve kar po različnih politikih poimenovali. Sev, ki zbruhne vsak dan znova, Janša sev. Sev, ki se pojavi samo vsakih par mesecev, Kustec sev. Sev, ki misliš, da je bil že zdavnaj mogel zginiti, pa se skozi na nov pojavlja, Kangler sev. Sev, v katerem skozi nekaj poslušamo, ampak zares nima vpliva na naše življenje, Fajon sev. Pa ta imena bi se tudi ful lažje zapomnili, tako da ne rabiš imeti diplomo iz filologije, da veš, kera vrsta covida ti trenutno grozi. Miran, brez zamere, ampak to se mi vse skup sliši malo izmišljeno, no. A se? Ja, se je možen, Tilen. Jaz ne trdim, da je karkoli od tega res. Čeprav je čista resnica, se veš, kaj pravijo, v vinu je resnica in sam tlele noter se na uro obrne ene 10 litrov resnice, tako da... Znači, če se vas danes 1000 subscriber, grem na kopalnico. Ok, ajde, lajkaj vsaj, no.